Lepo vas pozdravljam, najprej vse dijake, ki ste prišli na to okroglo mizo. V bistvu je okrogla miza mogoče preveč strokovni termin za ta pogovor danes. Gre pa za to, da danes odpiramo letošnje Miklošičeve dneve s tem prvim pogovorom. In kot ste mogoče že v programih prebrali, je ime letošnjih Miklošičevih dnevih večjezično in medkulturno. Zdaj, jezik v stiku je pa potem tema današnjega pogovora, ker živimo na področju, kjer je 20-30 km ali do hrvaške meje, ali do madžarske meje, ali do avstrijske meje. Mogoče se v vsakdanjem življenju niti ne zavedamo, kako zelo je pravzaprav naša pokrajina izpostavljena večjezičnosti in pa seveda tudi potem različnim kulturam, vplivom in tako naprej. In to ni zdaj samo danes, pač pa že od nekoč, zato nam bo Eva zdaj prebrala en odlomek iz Lainškovega romana Ločil bom peno od valov, ki govori o soboti. Eva, izvoli. Sobota. To popoldne je šla Elica šele tretjič v življenju v Soboto. Pa čeprav je bilo do mesta manj kot uro hoda. Bil je teman in deževen dan. Tako da je bila glavna ulica ena sama razpotegnjena mlakuža in sta morala z Ivanom pustiti kolsej na Farovžu pri katoliški cerkvi. Lepljiva brozga se je raznesla že tudi po potkah med hišami. Voda v jarkih pa se je tako zelo dvignila, da so bile nekatere lesene brvi že poplavljene. Zaradi vsega tega, kar je najverjetneje napovedovalo dolgo in mokrotno jesen, je bilo to panonsko mestece videti kot velika dremava vas, v kateri so bile ta čas še najbolj glasne gosi in kokoši, ki so lezle z dvorišč in kljuvale v nepokošeni travi. Za trgovce pa je bil to seveda dan, ko se le malo kdo odpravil po nakupih, zato pomrko postopali pod napušči ali pa so kot negibne prikazni zrli iz izložb in molili za boljše vreme. V kavarni novega hotela Dobraj na glavnem trgu so bile najverjetneje tudi zaradi zaspanega dneva skoraj vse mize zasedene. Tu so se zbirali bogati madžarski in judovski trgovci, visoki državni uradniki, veleposestniki, odvetniki in zdravniki, bolj po naključju pa so sem zašli tudi popotniki in prekupci, ki so iz vseh vetrov prignali posli, in pa kdaj pogospodeni študenti, ki so se vračali iz Köstcega, Soprona in Gjøra. Z nekaterimi so bile prisedle tudi dame, ki so šimi čevlji in vodnimi trajnami dajale vedeti, da jih v hiši nadomešča služničat. Same pa raje razpravljajo o ljubezenskih romanih in poslušajo klavirsko glasbo. To je zdaj podoba Sobote na začetku 20. stoletja. V Ljutomeru je bilo verjetno podobno, blatne ceste, nobenega asfalta, prvi hotel v Murski Soboti, težko si predstavljate, ne? Skratka, čisto drugačen svet, kot ga vi poznate danes, pa tudi roman govori dejansko o Elici in Ivanu, ki sta v Soboti oba prišleka. Ona pride s podeželja, za njega se pa pravzaprav niti ne ve, odkot je prišel, ne? Kar pojavi se in seveda mora iskati svoj prostor v tem mestu. Podobno recimo veste tudi, da se Miklošič seznanja najprej z jeziki v domačem okolju, v družini, v očetovi trgovini, kjer ti trgovci prihajajo, odhajajo in je to pravzaprav zelo vplivalo na to njegovo zanimanje za jezik že od malega. Če pa danes nekako gledamo, kdo je tujec, kdo so prišleki, je v bistvu to lahko vsak. Za nas je lahko tuj že nekdo, ki živi v sosednji vasi, ali pa so to recimo ljudje, ki so prišli iz drugačnih kultur, ali so to samo nekako slučajni turisti in tako naprej. In dostikrat pri razumevanju teh ljudi pravzaprav niti ne pomislimo, da če bi o njih več vedeli, bi jih tudi lažje razumeli in bi jih tudi lažje sprejeli. Ne vem, če veste, koliko dijakov na naši šoli je dvojezičnih, pa iz različnih kultur. Zato imamo danes
4, mislilo jih je biti 5, zdaj so 4, zelo pogumna dekleta, jaz prosim en mali aplavz. So zbrale ta pogum in energijo, pa so prišle, da bodo nekako pred vami predstavile svojo zgodbo in upam, da boste potem od tu šli medkulturno ozaveščeni. To pomeni z malo večjo toleranco do drugačnosti, pa z malo več znanja o tem, kako je, ko prideš nekam brez znanja jezika, se vsega učiš na novo. Hkrati pa verjemite, da si tudi ta dekleta, pa vsi, ki so vaše starosti, želijo zelo podobno. Biti sprejet, imeti prijatelje, fino živeti, se lepo imeti. Najbližje vam je verjetno oblika dvojezičnosti, ki je uradno, formalno urejena. To poznamo v Lendavi. Vemo, da imamo potem tudi slovensko manjšino na madžarski strani. To se nam zdi nekako popolnoma logično, da to obstaja, čeprav ni tako zelo samoumevno. In danes je z vami Vanessa, ki vam bo predstavila najprej svojo izkušnjo, pa potem je tukaj Lorien, pa je Ana in je Liridona. Vse prihajajo v zelo različnih kulturnih okoljih. Za začetek se vam bodo same predstavile. Vanessa bo začela, prosim. Predstavila se bom vam v madžarščini, da se ne strašite. Kar strašen jezik je na začetku. Sziasztok, a nevem Vanessa, Lendvából származok, pillanatnyilag a Franz Miklósics Gimnázium 4. osztályos évfolyamos tanulója vagyok. Szüleim elváltak, testvérem nincs. Slovensko šolo, pa kar naenkrat mora vse v slovenščini poslušati, Zdaj pa še prevod, prosim. Ime mi je Vanessa Sobočan, sem učenka gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer z 4. letnika. Moja starša sta ločena, nimam brata ali sester, prihajam pa z Lendave. Potem je tudi. I'm going to introduce myself in English, as you can hear. My name is Lauren Lanchcombe. I'm in first year. I have a younger brother and we live in Vince. Pravite prevod? Ne, dobro. Ana, prosim. Jaz sem Ana Mlinarič, imam 2 starejša brata pa eno mlajšo sestro. Živimo na Hrvaškem 100 metrov do slovenske meje. Përshëndetje, jam Liridona Zumeri, I kam 18 vjet, e kam një motër edhe një vëlla, kum lind në Sloveni edhe jam I 4 vjet të shkollës. Jaz sem pa Liljana Fioška, vseh ne učim. Učim pa slovenščino in angleščino in letos smo nekako tudi kot šola vključeni v projekt Ješt, jeziki štejejo, kjer je cilj ravno spodbujanje učenja jezikov, pa potem tudi nekako sprejemanje drugačnih. In tu zdaj ne gre samo za učne jezike, ki ste jih v šoli navajeni, pač pa je poudarek predvsem na jeziku manjšin, pa potem jeziku prišlekov oziroma priseljencev, ki jih nekako po zadnjih družbenih dogajanjih lahko pričakujemo vedno več. Svet je pisan, vsak dan je kaj novega, težko sledimo vsemu, kar se dogaja, in to na ljudi vsekakor zelo vpliva. Rodimo se v družino, ki je ne izberemo. Rodimo se v družbeno okolje, ki ga ne izbiramo. Izbiramo ga lahko šele kasneje, ko odrastemo. In dostikrat potem spet se doma v družini začne tudi ta jezikovna vzgoja. Teorija govori o tem, da pravzaprav starši, ki živijo na dvojezičnih območjih, dejansko morajo biti zelo pozorni na to,
Če želijo otroka, ki je dvojezičen, je temu treba seveda slediti kot cilju in se družina temu potem tudi prilagaja. Imamo sogovorke, ki bodo zdaj povedala, kako je tekla njihova vzgoja oziroma učenje jezika v družini, pa potem tudi v šoli naprej. Začneš, vedno si ti prva. Torej jaz bi rekla, da je to kar dvojezično potekalo pri meni, ker sta tudi oba starša dvojezična. Moj materni jezik je sicer madžarščina. Potekalo pa je tako, sicer se jaz tega ne spomnim, starša sta mi potem pripovedovala, da sta en dan popolnoma v slovenščini govorila z mano, en dan pa popolnoma v madžarščini. In tako so me tudi pač sproti učili jezik in me tudi navajali na ta preklop med jeziki. V glavnem druge jezike pa sem se naučila tako bolj spontano, ker tako se kot otrok nauči. Tako, ja. Potem si šla v osnovno šolo, mogoče še opišeš ta sistem dvojezičnega šolanja, kako to deluje? V glavnem je to tako, da ko se vpišeš v šolo, ker smo seveda v Republiki Sloveniji, moraš vzeti slovenščino. Ampak od 1. do 5. razreda je dovoljeno, da imaš slovenščino 2, torej kot nematerni jezik. Madžarščina pa se tudi poučuje na 2 nivojih, saj se vsi učimo madžarščino tam, ampak je tudi dovoljeno, da imajo drugi jezik. Torej sem se jaz, na primer, v prvem razredu vpisala na madžarščino 1 in slovenščino 2. Na to pa nekako poskušajo čim prej tudi učitelji, da naredijo vsi učenci ta prestop na slovenščino 1, zato ker pač v zadnjih 2 triadah skoraj ni več možno se učiti na nižjem nivoju slovenščino. Ko je potem postala slovenščina tudi tvoj materni Ja, jezik, pač kar hitro smo naredili prestop, pa ni nam popolnoma, ravno zaradi okolja, kjer živimo, ni slovenščina tuji jezik za nas tudi, ko imamo madžarščino, ne. Naprimer za Slovence, popolnoma Slovence, je madžarščina bolj kot tuji jezik, ker je kar težko za naučiti se. Drugače pa se kar hitro privadimo. Tako, ne? Zdaj mogoče Lorien je tudi hodila na dvojezično osnovno šolo, ampak prej se je zgodilo še veliko drugega, ne? Lorien, če začneš na začetku, mogoče pri selitvi in priselitvi, kako si ti to doživljala, kako se ti tega spomniš? Jaz sem živela v Velsu in sem se tam velško učila, ampak smo se preselili v Slovenijo in sem rabila nekaj hitro sem se naučila slovenščino, ampak v vrtcu se nisem glih družila z ostalimi otroci, zato mi slovenščina ne gre tako dobro. Isti sistem je kak pri Vanesi. Ja, torej šla si v dvojezično osnovno šolo, takrat si bila stara 6 let, pri 5 si prišla v Slovenijo. 5 rojstven sem imela v Nemčiji. Si imela še v Nemčiji, potem pa si bila 6 leti že v 1. razredu. 9-letki v dvojezični šoli, ne? Kdo ti je mogoče pri učenju slovenščine, ne? Ker ti si se pa morala učiti pravzaprav 2 tujih jezikov naenkrat, ne? Pa še potem 3. zraven. Kdo ti je pri tem, recimo pri slovenščini, bil najbolj pomoč? Učitelji so mi pomagali, večinoma. Sošolci ni glih ne, ker so bolj prekmursko govorili. Dejansko je bila težava ta trojni kod, narečje, knjižni jezik pri pouku, ne, in pa potem še madžarščina. Kako dobra je tvoja madžarščina danes? Dovolj za preživetje. Ja. Potem ti imaš tudi brata, ne? Rekla si, da se z bratom pogovarjata, kako že? Mešano. Mešano, torej kako to zgleda, če nam malo Da se opišeš. avtomatsko preklapljava iz angleščino v slovenščino, mogoče malo v nemščino pa madžarščino, ampak učimo slovenščino. Torej, to je ta prava večjezičnost, ne, ko dejansko lahko preklapljaš iz enega koda v drugega in pa potem hitro spet nazaj. Liridona se je tudi priselila. Mogoče še ti povej svojo zgodbo.
Ja, pač jaz sem se že tukaj rodila, v bistvu. Brat, sestra, oče in mama pa so pač prišli v Slovenijo. Najprej je prišel oče in si je pač tukaj našel službo. Potem pa, ko je bila na Kosovu vojna, pa je pač šel še po brata in sestro in mamo in so prišli sem. Jaz pa sem se pač tu rodila. Ampak ti si rekla, da do osnovne šole nisi hodila v vrtec. Jezik doma v družini pa je bil albanski. Ja, pač doma se pogovarjamo v albanščini, slovensko pa pač se pogovarjam v šoli pa s prijatelji. Tako. Torej si se potem od slovenščine najprej naučila knjižni jezik ali narečje? Narečje. Narečje. Dobro. Kakšna je potem tvoja izkušnja z učenjem slovenščine v osnovni šoli? Ti je bilo všeč ali si bila težave? Ja, pač doma v družini so mi toliko pomagali, da ko sem pač prišla v šolo, sem že bila pripravljena na to in pač mi ni bilo težko. Ja. Torej, albanščina je mogoče za nas kar eksotičen jezik, ne? Kakšne posebnosti jezika, mogoče kaj je drugače? Abeceda, glasovi? Abeceda ima več črk, pač glasov kot slovenščina ima jih 36. Posebni glasovi so na primer Z, S, L in drugi. Ja, to ne. Liridona, vam bom še malo zaslušni tisk čisto prebrala en kratek odlomek, ene pesmi, pa vam bo potem tudi na kratko povedala, o čem pravzaprav govori. Skënderbeu. Këndo Angel Ursin dhe gjithë mirësit Skënderben e Trimerin, që dha Shqipërisë dritë të lumt goja, këndona në gjuhë të ëmbël si mjall. Skënderben e madh tregona, trim e burr, zot e nalt. Pesem je napisał pač albanski pisatelj in pesnik Naim Froshri. Naslov je Skënderbeu. On se je pač boril za vse Albance, pač za Turki in pač je njemu posvetil tu pesem. Skënderbeu bi bil Skenderbeg, ne? Tako da je to ena taka epska pesem junaška, ne? Vanessa, Lorien, vidve govorita narečje? Ne? Pravzaprav lendavska slovenščina je kar čista. Za narečje pa se nikoli nisem trudila, iskreno povedano. Pa še zdaj nimam. Pač tisto narečje, katero bi jaz prepoznavala kot prekmursko. Pa pač tudi težje je zdaj razumevati narečja drugih, ne, ker se opazi, tudi ko smo prišli sem na gimnazijo, ne, v prvih mesecih je bil to popoln šok, ker vsi imajo tu neko drugo specifično narečje, ki je pravzaprav zelo bogato, ne, ampak vseeno je kar težko potem, če že v osnovi nisi na slovenščino naklonjen. Potem, Lorien, ti govoriš narečje? Neglih, ne? Bi bilo prenaporno, da bi se poleg knjižne slovenščine potem učila še narečje, ne? Recimo Vanessa je, ko smo pripravljali pogovor, omenila, da je bilo najtežje razumeti šteti. Kaj potem zdaj štejemo, ne? Prešti to. 1, 2, 3, 4, pa smo kar brali besedila, ne? Tako da recimo že tu v narečju so določene ovire, tudi med vami, ko se srečujete, je pravzaprav nekako spet trojni kot. Narečje, knjižni jezik in pa potem tuji jeziki, ki se jih učite, katerih vse pa se učite. Angleščina, nemščina imam, potem ruščina in francoščina sem. Ja, Lorien, ti si že omenila, ne? Angleščino pa nemščino. Nemščino, kaj pa bi se še mogoče želela učiti? Ruščino pa francoščino. Tudi, ne? Tako da to vam recimo tudi šola potem ponuja kot izbirne predmete, če seveda gre to vse v vaš koš, ne? Stvari, ki jih nabirate. Ana je bila do zdaj pridno tiho. Po medijih, novicah je Razkrižje vedno takrat, ko se dotikamo naše meje s Hrvaško, kar naenkrat izbruhne požar, ne? V tej smeri pa potem
nekaj jeznih ljudi vidimo na televiziji in imamo predstavo, da je pa na Razkrižju res hudo. Ne? Ana, kako je v resnici? V bistvu sploh ni hudo. Pač ljudje se med seboj dobro razumemo. Recimo so pa tudi posebni primeri, ko naprimer eni družini sekamejo hišo na polovico, potem spet naslednji družini dvorišče sekamejo, tako da je hiša v Sloveniji, gospodarska poslopja pa na Hrvaškem. Eni družini pa v bistvu živijo v strnjenem naselju in je njihova hiša tako v obliki trikotnika praktično izrezana iz Slovenije, tako da so oni na Hrvaškem, vsi ostali pa pač na Sloveniji. So v vasi, pa niso v vasi, ne? Potem recimo hrvaščina in slovenščina oziroma jezik sporazumevanja. Kaj je vaš jezik sporazumevanja? Ja, mi imamo specifično narečje, ki je v bistvu bolj že podobno međimurščini. Vedno bolj pa tudi na Razkrižju govorimo prleško, na Hrvaškem pa tudi vedno bolj pravilno hrvaščino, tako da se počasi pač začnemo ločevati. Drugače pa se še vedno razumemo, naprimer z ljudmi sosednje občine Štrigova. In ko recimo, če gledaš starejše, starše, detke, babice, je njim pomembno, kdo je Hrvat, kdo je Slovenec? Se o tem veliko govori? Ne. Mi smo pač vsi povezani skupaj. To je nekako sobivate, ne? Pa ste že tega navajeni. Ja. Kaj pa, ko se pojavijo te medijske novice, so kakšne reakcije ali kar zamahnete z roko pa rečete, pa ne že spet? Ja, pa so, v bistvu naš je tako 10 družin, ki živimo v podobnem položaju kot mi. In pač imamo velikokrat probleme pri recimo urejanju kakšnih dokumentov ali pa pri prejemu kakšnih sredstev strani države. Zato pač se ljudje trudijo, da bi pridobili mi kakšen poseben status. In pač zdaj, ko je bil arbitražni sporazum, je tudi vlada prišla, obljubila, da bomo dobili pač status. To se bo nekako skušalo urediti to, ne? Ja. Tisto, kar ljudi potem v takih medkulturnih, večkulturnih okoljih povezuje, je ponavadi neka kulturna dejavnost. Za Razkrižance vemo, da radi pojejo, da se kulturno zelo nekako udejstvujejo in da to ni samo, tako kot rečemo, ne, ja, narodna noša pa narodni plesi so za stare, ne? Mladi se s tem več ne ukvarjajo. Vas na Razkrižju uspejo mlade aktivirati, ne? Kako vas dobijo, s čim vas lovijo? Ja, kot ste rekli, že dosti dajo na glasbo, tako da imamo na Razkrižju dosti glasbenih skupin, s katerimi nastopamo na različnih prireditvah, pa tudi v sosednjo občino velikokrat gremo nastopati, pa tudi oni k nam. Pa potem recimo folklora, pa vključeni smo v pač na raznih področjih kakšne prireditve, recimo Božična noč, to je Žive jaslice, če poznate, ali pa potem tudi v prazgodovinski naselbini uprizarjajo življenje, kot je bilo nekoč, pač tako naprej. Živite pač s tem, ne, in sodelujete, starejši, mlajši, prenašajo se izkušnje, to vas dejansko potem povezuje. Zdaj pa še potem ostale tri, kako pa ste ve povezane z svojo kulturo, zdaj ne bomo govorili o slovenski, ne, ker ste zdaj tu pri nas, pa nekako vemo, kako to teče, oziroma kaj, kam vas bolj vleče? Mačarsko, slovensko, angleško, slovensko, albansko, slovensko, kje so vezi? Jaz bi rekla, da je kar dvojezično, zato ker sem si izbrala pač prav ta kraj šolanja in je zelo slovensko navezano, ne, pač slovensko je. Ampak še vedno, naprimer, hodim na fakultativni pouk madžarščine, doma se pogovarjam v madžarščini. Tako da jaz mislim, da je kar pač tak povezava, ni zdaj specifično, da sem zdaj
jaz bolj na madžarsko kulturo navezana ali bolj na slovensko kulturo, ne. Je pač ena mešanica, katera se potem tako dejansko naravno ustvari, ne. Tako, ne? Torej tebi je dejansko vse eno, slovensko ali madžarsko, kaj pa recimo hrana? Madžarska. Madžarska. Lorje, kako ti to dojemaš, doživljaš, kako se ti zdi? Kje si bolj doma? Bolj na angleškem si. Hrana doma? Angleška. Angleška. Mama Tudi kuha. azijska pa Tako. Kaj pa stiki, recimo, sorodniki? prek Spleta, ja? spleta, naprimer Facebook ali Snapchat. Tako, kakšni obiski? Včasih ne. Ne pogosto, Ne pogosto. ker je daleč, ne? Ja. Ja. Si pa omenila, da si bila lani, Ne, letos. Letos? Letos poleti, Ne, septembra. septembra. Ne daleč nazaj. Ja, kje si bila? Ne vem točno. Moj bratranec ima poroko, pa smo pač šli tam. Pa smo tudi poleti bili pač v Španiji, Španija. ker je moj mame brat tam. Mamin brat, se pravi, imaš sorodnike dejansko povsod Na nek način, ja. po svetu, ne? Tako da niste edini iz sorodstva, iz širše družine, ki ste se izselili, ne? Viridona, kako pa je z vami, pa izvorno kulturo? Jezik ostaja v družini, pa pa vse drugo? Hrano pač tudi mešano, pač en dan albansko, en dan pač slovensko. Ja? Z sorodniki se slišimo skoraj vsak dan prek socialnih omrežij. Ko pa le pač imamo možnost, pa tudi gremo na obisk, pač poleti ali pa tudi pač po zimi, ko imamo več počitnice. Ja, pa mogoče, ko ste na obisku, ne, se ti zdi, da je zdaj mogoče tvoja albanščina, ker živiš v tem okolju, ne, kaj drugačna od tiste, ki jo govorijo tam? Se mi zdi, da ne. Da ne, da se ni toliko spremenilo. Niti. Ves čas si v stiku z jezikom, pa verjetno potem res ne. Imamo še kakšno vprašanje o prihodnosti, kje se vidite v prihodnosti? Mislite, da vam bo vaša večjezična izkušnja koristila? Vidite prednosti, vidite slabosti? Kakšni so načrti? Vanessa. Torej, ne bom šla jezike študirati dalje. Ker pač ravno zaradi tega mislim, da imamo mi mogoče na jezik malo drugačen pogled, ker smo se že takoj odraščali z dvema, ne. Je bolj tak, da jezik mislim, da mi bolj gledamo kot orodje za sporazumevanje, za empatijo, za pač enostavno svoje sporočilo, ne pa kot dejansko nekaj, s čim bi se tako strokovno ukvarjal, ne. Zato pač najverjetneje ne bo jezik neka matematika ali kaj takega. Študirala pa boš na kateri strani? Jaz sem sicer se prepisala v Ljutomer po enem mesecu na Madžarskem, tako da sem že malo izkusila, kak je šolanje na Madžarskem. Ampak najverjetneje bom ostala kar v Sloveniji. Lorien ima do 4. letnika še čas razmišljati o prihodnosti, ne? Ampak tudi ali razmišljaš recimo kaj o jezikih, da bi mogoče bila to tvoja prihodnost? Mogoče. Mogoče? Ne vem točno. Ja, Jeziki so mi všeč. so ti. Pa bi šla mogoče študirati v Anglijo, če bi bila možnost? Ali še nisi o tem razmišljala? Ne. Ne še. Ana? Jaz bom šla študirati v Ljubljano. Ljubljana? Kaj boš poštudirala, če smemo vprašati? Kineziologijo verjetno. In boš potem misliš, da boš prišla nazaj na Razkrižje, da boš lahko recimo v svojem domačem okolju potem iskala svoj prostor, Ja. verjameš, da lahko. Ja. Viridona je pa tudi 4. letnik, kako pa ti razmišljaš? Ja, pač razmišljam o tem, da bom tudi študirala v Ljubljani, socialno delo.
Bi šla nazaj na Kosovo ali misliš, da boš ostala v Sloveniji? Pač prej, ko sem bila mlajša, sem vedno govorila, da bom šla nazaj, ampak pač, ko odrasteš, začneš razmišljati drugače in pač se zdaj zavedam, da je več možnosti tukaj in pač, da bom tukaj raje ostala. Se počutiš bolj doma, bolj varno? Ja. Tako, ne? Spet, v bistvu Vanessa je tudi pri pripravi omenila, kaj je največji izziv človeku. Menjava kulturnega okolja, ne? Ko prideš iz enega kulturnega okolja v drugega in dejansko moraš potem vse svoje prejšnje, ne, obrniti na glavo in se prilagajati na novo. Zdaj nas bo Eva z eno pesmijo malo prikovala v realnost. Je na drugem svetu, enakem. Je drug na enakem svetu, enak. Je enak na istem svetu, drug na drugem, isti. Je tebi enak, je enakih las, enakih rok, enake glave, enakih oči, enakega pogleda, enake starosti. Je isti. Enakih norosti, enakih ljubezni, enakih izkušenj, enakih ljubljenj, ki zdaj ne misli isto, enakih plesov, ugastih korakov, v mrežah mraka, v polnočnih zankah, ujet v iste narave, isti. Enakih hran, enakih brazgotin, enakih dvomov, enakih zmot, enakih cicanj, enakih pacev. Je ti te sloti. Tako, ne? Torej, jaz upam, da ste enaki, kot ste bili, pa ne ostati isti. Sprememba mora biti. Mogoče, če se samo še sklepna misel, da kaj je pravzaprav medkulturnost. Ne? To zdaj ni neko orodje, ki bi ga imeli v rokah, pač pa je to naš cilj, ki bi ga naj dosegli. In sicer gre za neko našo držo, ko smo sposobni najprej se naučiti, ne, potem razumeti, sprejeti, priznati in občudovati pogum deklet. Imate mogoče vi kot publika še kakšno vprašanje? Vas še kaj zanima? Zdaj imate priložnost vprašati iz prve roke. Ste dobili kakšno idejo? Mene zanima, kako gledajo na naša narečja. Tu sta dve kar velike ločnice. Nočem zdaj mene nekaj reducirati, ampak na tej strani je Prleško, na drugi strani je Prekmursko, ki se dosta razlikujejo. Kako gledate, recimo, kaj si Nastina? Kako ti gledaš, ne, mislim, tam si v Prekmurskem območju, tu posebej pa si prišla v Prleško čisto. Ja, pač sprejemam, ali kako. Že, ker če greš po šoli, ne, je zanimivo, ne, kaj se meni fajn zdi, ne, da se med sabo pogovarjate v pač svojem pogovornem jeziku, ki je pač neka Prleščina ali je bilo bolj tam, mi bolj že tu razlikujemo, bolj ormoško stran, Raskeško, tako je tak, ne, na drugi strani imaš Lendovo, ne, pa Prekmursko, ne, pa je kar zanimivo, ne, niste delali problema. Pač zanimivo je slišati več narečij, pa pač kako se to izraža. Kako pa si ti iz Mađarščine, ker vem, da tam Prekmurščina je sicer mačke nižje, ne, tam. Ja. Vsemo, ampak tukaj pa čista Prleščina, recimo, ne. Ja. Pač tudi sprejemam, ne, pač dejstvo je in potem ne gledam drugače na to, ker je dejansko pač neka posebnost teh ljudi tukaj, ki tu živijo, ki pač imajo to v sebi, ne, in potem spoštujem, da to še vedno tako izražajo, ne, ker Zdaj, naprimer razumeš, če ti kdo reče, ka preštej to. Ja,
Prisiljena sem bila kar hitro ugotoviti. Zanimivo je, ne, ker te to tudi na nek način bogati, ne, ker če bi jaz ostala naprimer v Lendavi in bi samo prekmurščino, ne, potem ta druga narečja ne bi pač slišala in nikoli ne bi ugotovila, kaj je šteti. Pač dejansko čim več narečij, zato je potem tudi slovenščina tak izredno bogaten jezik, ker pač ta narečja so fantastična. Koliko je tvoja madžarščina narečna? Sliši se, sliši, ne zelo, ampak sporazumevanje je okej, so mi tudi že rekli v Budimpešti, da je kar čista, ampak še vedno, pač ti, ko si vedno v tem okolju, ko govoriš doma, ne, potem že ti sam slišiš, da pač to ni isto, ne, ker naprimer madžarščina se tudi deli na dva večja narečja, pač tak. Zanimivo. Še kaj? Če ni vprašanj, potem hvala lepa, da ste potrpežljivo in pozorno poslušali.